V soboto, 14. novembra 2015, smo že drugič na državni ravni obeležili dan slovenskega znakovnega jezika. V ta namen je Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice Vitanje in Zrečev v Domu kulture v Slovenskih Konjicah pripravilo dogodek z naslovom Spoznajmo slovenski znakovni jezik. Predstavilo je knjigo v slovenskem znakovnem jeziku in aplikacijo slovarja slovenskega znakovnega jezika. Za konec pa so člani društva uprizorili 2 kratki igri v znakovnem jeziku. Slovar slovenskega znakovnega jezika je bil razvit z namenom, da se slišeče osebe seznanijo s slovenskim znakovnim jezikom in pa gluhe osebe naučijo, spoznavajo kretnje, uporabo kreten in pa razlago posamezne kretnje. Mi si želimo, da bi bil slovar namenjen tako gluhim, da bi tudi gluhi čim bolj uporabljali slovar, predvsem v tistih besedah, ki so nerazumljive, recimo pri tolmačenju dnevnika ali pa kakšnih strokovnih besed, da če jim kakšna kretnja ni poznana, da si lahko na slovarju ogledajo njeno razlago. Medtem ko slišeče osebe se pa s slovarjem spoznavajo z znakovnim jezikom. Predstavitev aplikacije je bila zelo zanimiva, z njo sem se seznanila prvič, definitivno jo bom naložila na svoj telefon in se o njej pogovorila z mojimi otroci, ki jih to zelo zanima. Kot sama sem bila pa posebej presenečena in mi je bilo največji interes, da vidim, kako izgleda knjiga v znakovnem jeziku, kar sem si tudi ogledala zelo pohvalno, no, tako da. Moram priznati, da sem se s slovarjem slovenskega znakovnega jezika danes prvič srečala in mi je zelo zanimivo, kaj vse pravzaprav je zbrano v taki aplikaciji in upam, da bo tudi čim več invalidov, se pravi gluhih in naglušnih oseb, seglo po tej aplikaciji. Dober dan, oprostite, ne slišim, sem gluh. Dober dan. Ne, počasi, ne slišim, oprostite. Saj sem že razumel. Dobrodošli še večkrat. Dober. Priti. Pa tako da.
Davanti, ripete. Passa kaj? Za mene aplikacija res čudovita stvar. Prej, ko nisem imel ljubezen, nisem znal kretati. Zdaj, ko imam, pa se veliko naučil, dodatno aplikacija je pa čudovita stvar. Če kaj ne vem, eno besedo, eno stvar, poiščem, tablico poiščem, najdem. Res zelo pohvalno. Kot otrok gluhih staršev obvladam znakovni jezik, pa tudi kot tolmačica slovenskega znakovnega jezika uporabljam znakovni jezik skoraj vsak dan, ker ga uporabljam na različnih situacijah, veliko več uporabljam znakovni jezik kot gluhi sami na določenih področjih. Zato me večkrat tudi gluhi sami vpraša, kaj pomeni kakšna kretnja, kako je potrebno to kretnjo razložiti, kako jo umestimo v stavek, kaj pomeni in kako bi določeno besedo pokazali v kretnji in podobno. Ta aplikacija, ki je sedaj nastala v organizaciji Zveze društev gluhih in naglušnih in ostalimi sodelavci, ki so tudi gluhi in so sami se tudi pri izdelovanju te aplikacije veliko naučili, menim, da je odlična stvar za slišeče, za nas tolmače, kot za gluhe uporabnike. Vsebuje vse, kar človeka zanima in pridobi vse, hkrati tudi razlago. Res pa je, da je še vedno premalo besed. Ampak tehnologija gre naprej, tudi mi bomo zelo pridni in bomo to še razvijali naprej. Ostane nam še prijazno povabilo k branju knjige Metulj, ki jo je napisal Sten Vilar. Zgodba je prilagojena, saj je poleg ilustracij opremljena z risbami kreten in z zgoščenko. Knjigo le vzemite v roke in jo preberite oziroma si jo oglejte.